Sem Iztok Stanovnik, prihajam iz prelepe Poljanske doline, kjer je umeščeno podjetje Polikom. Tako da včasih se naši kupci kar čudijo, da lahko v eni taki vasi delamo dele, kot so deli za avtomobilsko industrijo, za Audi, BMW, Mercedes. Lahko poudarim tudi to, da je pri nas 70% vseh izdelkov namenjenih prav za avtomobilsko industrijo. Če pa se vrnem malo v sam začetek, lahko povem, da v bistvu vodim to podjetje že od vsega začetka, se pravi, letos poteka 30. leto vodenja. Začel sem leta 1985 v garaži z enim strojem za brizganje. Delal sem enostavne izdelke za pohištveno industrijo. Prav kmalu sem ugotovil, da ta področje je preveč proizvajalcev, ki lahko to dela, in sem se preusmeril v segment avtomobilske industrije, tako da od leta 90 naprej so bili prvi začetki za avtomobilsko industrijo. Ves ta čas smo dobiček, ki smo ga naredili, reinvestirali nazaj v opremo, tako da danes podjetje šteje okrog 80 visoko avtomatiziranih in robotiziranih strojev, katere poslužuje 160 zavzetih zaposlenih v podjetju, ki so v lanskem letu naredili približno 18 milijonov prihodkov, kar je približno 11% več kot predhodno leto. Za letošnje leto pa nekje predvidevamo okrog 20 milijonov pa pol prihodkov. Zdaj, mogoče lahko se tudi malo pohvalimo. V bistvu v lanskem letu smo prejeli tudi prestižno nagrado za najdobavitelja v avtomobilski industriji za podjetje Stabilus. To je največji proizvajalec plinskih amortizerjev v avtu, in v bistvu v 100 letih, kar obstaja ta firma, smo bili mi prvi, ki smo dobili to priznanje. Tako da to nam šteje v čast in očitno pač zgleda, da tudi nekaj dobrega naredimo, ne. Mogoče bi se malo dotaknil razvoja. V podjetju imamo svojo lastno razvojno raziskovalno skupino, ki smo jo ustanovili leta 2007, šteje 10 raziskovalcev in 9 strokovnih sodelavcev. Ta ekipa vsak petek od 8 do 12 ure ima svoj prostor, kjer se zaprejo, imajo svoj plan in po planu vsak teden, 4 ure, tišijo glave skupaj, iščejo rešitve našim kupcem, pa seveda naš glavni adut so zamenjava kovinskih delov s plastičnimi. Tako se lahko pohvalimo, da danes delamo nosilec pedala za BMW, ki predstavlja, da že 3 linije tečejo avtomatizirano od januarja do decembra, neprestano. Če sam poudarim, ta izdelek je bil prej iz kovine, zdaj iz plastike, je približno za polovico lažji. Ta izdelek je bil približno 15-30% cenejši, ker na našem ni potrebnih nobenih naknadnih obdelav. Pri nas pade kos gotov, pregledan in gre direktno v embalažno noto, potem na transport v BMW. Zdaj tukaj pač je velik pritisk na to, da ima avto vsak dan lažjo težo, in tukaj noter mi vidimo našo priložnost, tako da ta razvoj, ki je pri nas v avtomobilski industriji, tista glavna panoga. Če malo rečemo o načrtih, v bistvu želimo stati nekje na 5 do 10% rasti letno, glede na preteklo leto. Drugače pa nekje od 1 do 2 kupca strateško nekje pridobivamo na leto, in to nam tudi v veliki meri uspeva. Drugače v sam razvoj in raziskave namenjamo približno 7 do 10% skupnega prometa. Kar se tiče pa odprtosti, bi pa mogoče želel poudariti, da so pač odprti, moramo biti od do drugega, sprejemati moramo nove ideje, nove možnosti in priložnosti. To pomeni tudi optimizem. Če si odprt za nove rešitve, pride tudi razvoj. Odprtost pomeni tudi učenje, raziskovanje ter spreminjanje in hitro prilagajanje novim okoliščinam. Ko naši partnerji rastejo in se širijo na nove trge, rastemo tudi mi z njimi in jim sledimo po celem svetu. Mogoče za zaključek postavljeno misel gospoda Mitja Vertovca: bodimo odprti za nova znanja, nove ideje, ob tem pa ne pozabimo na narodno zavest, odkot prihajamo in kdo smo, majhen narod, vendar ponosen nase, na svojo zemljo, na svoje znanje ter dosežke. Hvala.